Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Tudi danes se bomo pogovarjali o programu Svit, ki rešuje življenje. Z nami v studiu sta dve gostji in še neka taka mala podgostja, lahko bi rekli še knjiga. Ampak naj najprej predstavim gospe, ki sta z nami. Gospa Jožica Mavčec-Zakotnik, doktorica medicine, specialistka družinske medicine in vodja programa Svit. Pozdravljeni. Pozdrav. Druga gospa, ki drži tole knjigo v roki, pa je gospa Marija Hrvatin, ambasadorka programa Svit. In namesto, da jo predstavljam, bom kar prebrala odlomek iz čudovite knjige, ki jo je napisala. Knjiga ima naslov Diagnoza, ko zastane dih. In takole piše o sebi. Sem znanka iz vašega okolja, mogoče se poznamo, mogoče tudi ne. Živim tukaj v naši krasni krški občini in vesela sem, da lahko še zvedavo opazujem vse, kar se dogaja okoli mene. Tele besede namenjam vsem vam, ki vam ni vseeno za vaše življenje. Danes ga imate na dlani, jutri je mogoče že drugače. Vendar marsikdaj si lahko tudi sami ukrojite nadaljnjo življenjsko pot in prisluhnete svojemu telesu, predvsem pa svojemu razumu, ker to zmorete. Ni nujno, da se počutite slabo. Vaše zdravje je na prvi pogled celo čudovito. Nimate prav nobenih zdravstvenih težav, vsaj tako se vam zdi. Čudovita knjiga, namenjena programu Svit, vaši osebni izkušnji, gospa Marija. Poglejte, vi ste bili prepričani, da ste zdravi, ko ste dobili vabilo iz programa Svit. Potem pa navsezadnje huda streznitev. Kako je to potekalo? Ali ste se takoj odzvali? Ne, res sem bila prepričana, ker sem mislila, da živim zdravo. In potem sem tudi, lahko rečem, in kar me je danes lahko tudi žal, ali mogoče celo malce sram, da sem založila tole vabilo. Ampak še pravočasno sem se odločila. Svitovci, kakor jih imenujem, so mi še enkrat poslali in potem je bila pa res streznitev, tako kot ste rekli. Dobila sem pozitiven izvid in potem se je začelo odvijati, ko so ugotovili, da imam raka na debelem črevesju. Ali je bil to rak v začetni fazi? Na začetku ni izgledalo tako. Vsi vzorci, ki so bili poslani na register raka, so bili pozitivni. Potem pa se je zgodba obrnila. Po operaciji so bile pa bezgavke negativne. Tako sem zaživela novo življenje s pomočjo Svita, ki so mi in mi je rešil življenje. Doktor Zakotnikova, večkrat sva se midve že pogovarjali, kako recimo ljudje mnogokrat vabilo iz programa Svit zavržejo kot neko reklamo. Ampak mislim, da zdaj po tolikih letih temu ni več tako. Pa vendar, mnogo jih je, veliko preveč, ki se ne odzovejo. In verjetno je eden bistvenih razlogov, tako kot je povedala gospa, da so ljudje prepričani, da so zdravi. Ja, res je. Nažalost je še vedno približno 40%, se pravi malo manj kot pol ljudi, ki še vedno ne smatrajo, da je program Svit tako pomemben, da bi ga vzeli resno, ali zavržejo že vabilo, ali ne naredijo potem testiranja, misleč, da so zdravi, da njim res nič ne more biti in skratka ne naredijo korakov, ki jih je potrebno narediti v program Svit. Ne testirajo se, ne odzovejo se v program. In to mišljenje ali pa prepričanje, saj to se mene ne tiče, jaz sem zdrav, meni nič ni, je pravzaprav zelo zmotno in vzrok marsikateri zavrnitvi programa Svit. Ampak program Svit je ravno za zdrave ljudi, se pravi za zdravo ciljno populacijo od 50 do zaključenega 74. leta starosti. Se pravi za vse tiste, ki mislijo, da so zdravi ali pa res tudi so zdravi, je Svit darilo za to, da zgodaj odkrijemo tisto, kar ljudje ne čutijo, ne kot simptom, ne kot znak, zato ker je rak debelega črevesa in danke zahrbtna bolezen in se dolgo razvija. In ljudje ne čutijo ničesar, da so bolni, da je karkoli z njimi narobe. In Svit je program za
presejanje med zdravo populacijo, kot bi dali na sito pravzaprav nekaj, kar presejamo in dobimo na vrhu tisto, kar iščemo, drugo gre skozi. Ne? In 6% ljudi, ki se testira, ima pozitiven test. To pomeni, da je z njimi nekaj narobe v črevesju. Ali da imajo krvaveči polip, to je predrakavo spremembo, ali da imajo že zgodnjo obliko raka, ali neko vnetje, za kar je pa seveda potrebno potem narediti kolonoskopijo. Ne? Se pravi, za zdrave ljudi je to testiranje, da ugotovimo tiste spremembe, ki dajo očem nevidno krvavitev blato, ki jih lahko pravočasno zdravimo in odzdravimo. Se pravi, predrakave spremembe odrežemo in potem seveda se s tem prepreči, da se rak sploh ne razvije, ali pa odkrijemo zgodnjo obliko raka, tako kot je bilo pri gospe Mariji oziroma pri mnogih, pri več kot 2/3 oziroma pri več kot 70% ljudi, ki jih testiramo in je pozitiven test, je rak v zgodnji fazi. Se pravi, v tisti fazi, ko še ne prerašča stene črevesja, ko niso bezgavke še pozitivne, in takrat je lahko majhna operacija tista, ki človeka pozdravi in je ponovno zdrav. Prej je mislil, da je zdrav, kot je gospa Marija mislila, da je zdrava, ampak v resnici ni bila. Program Svit pa s tem testom, ki ima veliko občutljivost in tudi veliko senzitivnost, to pomeni, da najde tiste, ki so med zdravo populacijo že pravzaprav načeti s tem zdravjem v črevesju. In tudi ima tako veliko specifičnost, to pomeni, da najde predvsem tisto, kar iščemo. Iščemo predrakave spremembe in iščemo zgodnje rake. In to nam program Svit da. Gospa Marija, na vse zadnje, veliko trpljenja je bilo prihranjenega, ker so vam odkrili raka v zgodnji fazi. Težko si predstavljam, kako bi bilo čez nekaj let, ko bi dejansko morda ne bilo več pomoči za vas. Tudi jaz včasih tole zdaj sprašujem, ko je šla moja zgodba tako pravlično skozi mavrice, kakor sem jih razpela tudi v tej knjigi. In ne želim pomisliti, kako bi bilo, če bi bilo. Zato še enkrat pravim, v program Svit se je treba vključiti takrat, ko te lahko presejejo, kakor je rekla naša gospa Zakotnikova. Kajti strah ali mogoče sram ali kakorkoli je treba odmisliti. Res, da je rak tema, še vedno tabu tema. Ampak imamo možnost, kar program Svit je sigurno darilo za naše zdravje, in dovolimo si zaživeti tisto polno življenje, da če začutimo, oziroma rak ne boli, ampak če vemo, da nam je nekaj poklonjeno, da se odzovemo in da si rečemo, zdaj bom pa lažje dihal tudi naprej, nič mi ni. Čez 2 leti pa zopet, nič mi ni. Ali pa v mojem primeru, da živim dalje. Morda ravno to, ne? Da se je treba odzivati vsake 2 leti na ta način, pravzaprav lahko odkrijete različne zgodnje faze raka, tudi če bi kdaj bilo kaj spregledano. Res je, zato ker se rak razvija zelo počasi, desetletje ali celo več. Je za vsake 2 leti, ko testiramo to ciljno populacijo oziroma tiste, ki se vključijo v program, lahko odkrijemo že zelo zgodnje oblike polipov, ki so še čisto majhni, pa slučajno zakrvavijo, ali pa neke polipe, ki slučajno letos ne zakrvavijo, takrat ravno, ko se testiramo, ampak naslednje leto, ko so že malo večji, pa jih takrat zajamemo. Ali pa recimo tudi, če se naslednje leto pravzaprav nisi odzval, pa se potem vključiš, pa morda zgodnja oblika raka zakrvavi, ampak bolj redno se odzivamo program, oziroma če se res vsaki 2 leti odzovemo program, je zelo velika verjetnost, da bomo te predrakave spremembe ali zgodnje rake odkrili. Seveda se lahko še tudi kakšen zmuzne, ker seveda, če ne zakrvavi ravno takrat, ga seveda ne moremo odkriti. Ampak ravno zato je zelo pomembno, da se res vsaki 2 leti testiramo. Se pravi, ta ciljna populacija, ki misli, da je zdrava.
Nenazadnje je program Svit zelo prijazen presejalni program. Navsezadnje dobivamo spodbudo lahko z vseh strani, od Svitove kontaktne točke preko osebnega zdravnika, nenazadnje klicni center. Pravzaprav program, ki nam je narejen, lahko bi rekla na mero, da nam olajša vse skupaj. Ja, to je namen programa in en od ključnih ciljev, da je kakovosten, varen in da ljudem pomaga z različnimi pristopi, z različnimi orodji, da jim je lažje iti vse te korake skozi. Se pravi, da se odzovejo že na prvo vabilo, so v klicnem centru programa Svit ljudje, usposobljene, izobražene medicinske sestre, drugi strokovnjaki, ki ti svetujejo, kaj narediti, če se ne znajdeš pri tistih korakih, ki jih je treba narediti, čeprav so relativno enostavni. Ampak nekateremu mogoče kaj ni razumljivo, lahko pokliče v klicni center in dobi vse informacije. Tudi kako odvzeti blato. Če ti kaj ni jasno, greš lahko k svojemu zdravniku, lahko greš v zdravstveni dom, recimo k diplomirani medicinski sestri v to Svitovo kontaktno točko v zdravstvenem domu. Lahko ponovno pokličeš v klicni center programa Svit ali če si kakorkoli oviran, recimo invalid, da ne moreš kaj narediti ali si slučajno kronično bolan, pa se ti je poslabšala bolezen, da nisi sposoben sam, pride na dom lahko patronažna sestra in ti pomaga. Imamo, se pravi, pripomočke oziroma prilagoditve za slepe, za gluhe, ki so tudi dostopni na naši spletni strani programa Svit. Skratka, ljudem smo poskušali biti prijazni in narediti ta program prijazen in lahko dostopen, se pravi, da lahko naredijo vse korake tako, da jim je lažje. Seveda tudi, ko je potrebno narediti kolonoskopijo, če imaš pozitiven test, imaš seveda nek postopek, ko je potrebno opraviti čiščenje črevesa, ampak tudi takrat, tudi sladkorni bolniki imajo zelo prijazne prilagoditve, ki jim osebni zdravnik lahko nudi pomoč. Tudi tisti, ki jemljajo določene zdravila, ko je treba prilagoditi ta zdravila, recimo proti strejevanju krvi. Skratka, vse možnosti so pritehtane in pri vseh možnostih je narejen korak, ki lahko tej posamezni osebi pomaga, da tudi v njegovem primeru program Svit ni bav. Predvsem pa seveda ne smemo misliti, da smo zdravi in da programa Svit ne potrebujemo. To je ključno. No in zdaj predlagam, spoštovane gospe, dragi gospodje, da si ogledamo posnetke. Namreč posneli smo pravzaprav vse te predstavnike vseh teh ljudi, ki lahko pomagajo in svetujejo v programu Svit. Poprosili smo jih za odgovor. Zakaj pravzaprav ljudje mislijo, da so zdravi in se zaradi tega ne odzovejo? Vse je bilo govora okrog tega, da je pravzaprav to tisto, česar naj bi ne počeli. Naj ne bi verjeli, da smo zdravi, če nas nič ne boli. No, poglejmo si te izjave. Program Svit je eno, ko rekel, zelo učinkovito orožje, če se lahko izrazim, kajti s programom Svit lahko odkrijemo tako imenovane predrakave spremembe, se pravi bolezen raka preprečimo ali ga odkrijemo v zelo zgodnji obliki, ko je bolezen še omejena in ni razširjena. Te osebe, ko pokličejo v klicni center, jih poslušamo in poskušamo z vprašanji, kaj je tisti razlog, da se niso odzvali na naše vabilo. Nato, ko to podatek pridobimo in s tem pojasnimo in predstavimo breme raka na debelem črevesu in danki, večina neodzivnikov se ni odzvala v program Svit, ker so vabilo založili, zgubili ali niso dali posebnega pomena preventivi. Prepričani so, da so zdravi, da programa Svit ne potrebujejo, ali pa imajo tudi kakšne druge ovire, kot je strah, da bi jim odkrili raka na debelem črevesu, ali pa imajo kakšno nezaupanje v zdravstvo in tako dalje. Program Svit imamo v zdravstvenem domu prav infotočko, ker s prijaznim nasvetom medicinska sestra poda informacijo pri vsakemu zapletu pacientov, tako da dobijo vsa navodila na infotočki Svit. Program je zato namenjen zdravim, ker mi dejansko iščemo pri zdravih ljudeh bolezen.
oziroma začetek bolezni oziroma predrakavo spremembo, ki še ni bolezen, ampak se bo v nekaj letih razvila v bolezen. Zato je dejansko to namenjeno zdravim, ne tistim, ki so že bolani. Velikokrat, ko smo že bolani, je marsikaj prepozno storiti. Treba je to prav čas narediti, ko se še da kaj pomagati in človeka ozdraviti z veliko manjšimi posegi, veliko manj posledicami in veliko hitreje se vrnejo spet v popolnoma normalno življenje. Rak ne nastane čez noč, ampak da od prve spremembe v prvi celici do raka je potrebno eno obdobje 10 do 20 let. In v začetku, v začetku ni nobenih simptomov. Ko so nastale že predrakave spremembe in v času zgodnega raka, ljudje nimajo nobenih simptomov. Počutijo se popolnoma zdrave in zraven tega živijo v zmotnem prepričanju, da se njemu to sploh ne more nič zgoditi. Vse je zdrav, normalno opravlja potrebe, praktično nima nobenih znakov, ki bi kazali na to, da je kaj z njim narobe. Pa vendar, velika večina ljudi, pri katerih smo ugotovili zgodnji rak, so ravno iz te skupine, ravno ti ljudje niso imeli nobenih simptomov in potem so bili zelo, zelo začudeni, da smo pri njih že tako zgodaj ugotovili zgodnjega raka. Kot zdravnik na terciarni ravni, kjer pač zdravimo bolnike z rakom debelega črevesa in danke, opažam, da se bolniki premalo odzovejo na sodelovanje v preventivnih programih, predvsem iz enega samega razloga, ker lastne ignorance, bi jaz temu rekla, ne priznavajo si, da bi lahko bilo kaj narobe in če nimajo nobenih znakov, pravijo, saj pa mi nič ni. Ko sem jaz dobila vabilo, sem se takoj odzvala nanj. To pa zaradi tega, ker sem malo prej prebrala v časopisu, da približno 800 ljudi na novo odkrijejo s to boleznijo raka na debelem črevesju in da jih od tega okrog 200 umre. To me je pa toliko pretreslo, da sem samo čakala, kdaj bom jaz dobila to vabilo in da se bom takoj odzvala nanj. In sem tudi se. Čez par dni sem pa dobila odgovor nazaj iz Ljubljane, vaš test je pozitiven, na debelo napisano. In to me je pa tukaj šokiralo, da jaz sem bila prepričana, da jaz sem zdrava, popolnoma zdrava. A potem pa to. Svetujem vsem, da se takoj odzovejo na vabilo. Se reče, izpolnijo vprašalnik, pošljejo v Ljubljano in potem bojo dobili nazaj odgovor. Še vedno gostimo v studiu dr. Zakotnikovo, ki je vodja programa Svit, in gospo Marijo Hrvatin, ambasadorko programa Svit, ki je napisala knjigo o svoji izkušnji, kako je prebolevala raka oziroma kako se je pozdravila. Ampak jaz bi se, dr. Zakotnikova, zdajle navezala na izjavo, zadnjo izjavo te gospe ambasadorke, gospe Barbičeve, ki je rekla, da je tudi ona bila prepričana, da je zdrava, ampak, ker je poznala pravzaprav te grozljive podatke, se je takoj odzvala. Koliko ljudi v tem hipu hodi po Sloveniji z rakom, lahko celo z napredovalnim, koliko jih bo umrlo brez potrebe, zato ker se ne odzivajo v program Svit? Lejte, mogoče je gospa ravno narobe uporabila številke. 200 ljudi lahko rešimo na leto z programom Svit, če se v program Svit vključijo. In to ravno zaradi zgodnjega odkrivanja. To se pravi, če se odzove približno polovica ljudi, malo več kot polovica, se jih testira, in smo recimo v prvem presejalnem krogu odkrili prvi 2 leti skoraj 1000 rakov, se pravi, bi nadaljnjih 800 do 1000 rakov lahko dodatno že prvi 2 leti odkrili. Tako smo jih zdaj približno 1900 do 2000 rakov do zdaj odkrili v teh naših 6 letih izvajanja programa. Se pravi, podvojili bi lahko to številko, če bi se seveda vsi ljudje vključili v program. In kar je ta dragocenost, da jih odkrijemo zgodaj. Nadaljna dragocenost je, da
s tem programom, ker odstranjujemo predrakave spremembe, se pravi, zmanjšujemo tudi na novo nastale rake, da rak sploh ne nastane, če odrežemo tisto, kar je pravzaprav potencialno tempirana bomba za ta rak debelega črevesa in danke. Se pravi, 300 rakov manj na leto, da se sploh ne razvije, pa rešenih 200 življenj. In to se pravi med zdravo populacijo. Se pravi, to je tisti, ki mislijo, da so zdravi, ena polovica se vključi, polovica se ne vključi. Se pravi, koliko potencijala zgubimo na ravni naroda ali na ravni posameznika. Zato je pomembno, da vsak, ki dobi vabilo program Svit, naj nikar ne pomisli, jaz sem zdrav, tega ne bom naredil. Naj reče, hvala Bogu, da sem dobil vabilo, seveda se dobro počutim, ampak poglejmo, če je res vse v redu z mano. Naredim to in tako bom ostal zdrav še naprej. Če tega ne naredim, me lahko preseneti čez 2 leti, čez 4 leta, pa bolezen, ki je ne bomo mogli več pozdraviti. Poglejte, še nekaj bi rekla, da ta rak verjetno ne izbira. Gospa Marija, vi ste živeli dokaj zdravo življenje, imate zdrav življenjski slog, brez alkohola, brez cigaret, gibljete se, niste predebeli, na vse zadnje, vse tisto, kar bi človek rekel, pa se mi res ne more zgoditi. Zato bi še enkrat rekla, ne? Jaz sem bila prepričana, kako sem zdrava. Malce me je sicer mena napadla, kot temu rečem, ampak življenje je lahko tako lepo, ampak nagradimo se s tem, da se opazujemo. Program Svit bom dodala ni kolonoskopija. Mogoče, če bi se jaz tudi prej odzvala, 2 leti nazaj, ali ko sem prvič dobila tudi vabilo, bi mi samo odščipnili polip, recimo, ne? Zdaj za nazaj ne morem ničesar spremeniti, lahko pa za naprej, zato vsakemu polagam na srce, sprejmite darila programa Svit in se opazujte tudi takrat, kot je gospa rekla, ker polip ni nujno, da takrat zakrvavi. Vendar, če dobite spremembo, ko greste na WC školjko, poglejte, kaj se za vami dogaja, pogovarjajte se o tem, odstirajte tabu teme, in potem je življenje veliko lepše, pravočasno odkrito ali pa v zgodnji fazi. Mene so rešili in zato sem rekla, bom napisala knjigo, da bom mogoče nekomu pomagala. Nimam čarobne palčke, imam pa mogoče čarobne besede, da lahko sejem to čarobnost in to mavrično življenje tudi naprej, da se življenje nadaljuje. Doktor Zakotnikova, kaj bi še vi rekli za tale zaključek? Jaz bi se zahvalila tudi gospe Mariji Hrvatin, naši ambasadorki programa Svit in seveda vsem ambasadorjem, ki podpirajo program širom po Sloveniji. Želim si, da bi bilo teh ambasadorjev še več. Kajti take zgodbe, kot je Marijina, in take besede, ki v lokalnem okolju pravzaprav spregovorijo med svojim prebivalstvom, sosedi, prijatelju, znanco, so tiste čarobne in močne, ki lahko nagovorijo posameznika, da naredi korake v programu Svit in vse, kar je potrebno. In to mu res lahko resnično reši življenje. Tako da zahvaljujem se res vsem, ki so podpirali v preteklosti program Svit in vabim še tiste, ki so imeli izkušnjo s programom Svit, da pišejo na naš center Svit in se izrazijo, ja, želim podpirati program, želim delovati v podporo za to, da ne bo nejevernih Tomažev in da bodo pravzaprav vsi ljudje čutili dragocenost tega programa in naredili vse potrebno, vse, kar je potrebno v programu. Ja, jaz bi se vama v tem trenutku zahvalila za prijazno, bi rekla, prijazno povabilo vsem ljudem na vse zadnje, da je program Svit tako zelo potreben in hvala Bogu, da ga imamo. Ampak spoštovane gospe in gospodje, za konec pa bom vseeno uporabila še nekaj lepih besed iz te knjige. Mislim, da bo povedalo največ. Pa česa se toliko bojimo? Imam občutek, pravi v knjigi gospa Marija Hrvatin, da ima sama beseda rak močan učinek na ljudi. Vsak pozna nekoga, ki se je moral soočiti z boleznijo.
Pred očmi vedno vidimo tisto nemoč človeka in njegovih svojcev, ki se spopadajo z boleznijo. Rečemo rak, ampak strah nas je smrti ali pa stranskih učinkov, kemoterapij in obsevanj. Vidimo tiste sive obraze, brez las, z velikimi očmi in polno cev k telesu. Takrat si rečemo, to se meni ne more zgoditi, to se dogaja drugim. In še morda moje besede, lahko se nam zgodi, mnogo dokazov je v programu Svit in predvsem ne bodimo vzvišeni, bodimo veseli, da lahko sodelujemo. Bodimo veseli, da lahko preprečimo trpljenje sebi in drugim. Odzivajmo se v program Svit, vsi, ki smo povabljeni in vsakokrat, ko smo povabljeni. Lahko noč.